Drage gledalke in gledalci, smo na Preloki pred hišo številka 7. Z menoj je domačin, ki ga bom prosil, da se zdaj predstavi. Jaz sem Ivan Simčič, rojen 2.2.1939, tukaj na Preloki. To je vaša domačija bila? Ne. Domačija je od moje mame. Pri staro mame sem tukaj bil. Taka domačija je naša tam, kjer smo bila. Vi pravite, ste rojeni leta 1939, tako, ne? 2. februarja. 2. februarja. In vi se spominjate dogodka, ko naj bi se tukaj zrušil angleški avion. Tako. Sem ga videl na svoje oči. Kdaj je to bilo? 44 leta, a kdaj tega se pa ne spomnim. Aha. A bi lahko opisali, kako ste to doživeli? Kje ste takrat točno bili, na katerem mestu? Jaz sem bil tu pri stari mame, tu na tem ganku, ko rečejo. Gremo pogledati ta gank, kje ste bili. Lahko. Kar? Jaz sem tukaj stal in sem slišal, da nekaj fajn brunda v zraku. Sem bil radoveden, sem tekel ven tam proti tega sosedovega skednja in sem zagledal avion. Je šel počasi in kadilo se je iz njega. In avion je sem šel proti Vinici. Sem se obrnil in tekel na to stran, da bom videl, kako gre naprej. Dokler sem prišel do konca tega ganka, je že strmoglavil, je že letel iznad sosedove hiše na tisto njivo dol, kjer je obstal. Pojdimo pogledati, kje je ta njiva. Lahko. Kar? To je zdaj zapuščena, že 40 let, nišče ne živi tukaj, takrat je pa bila še aktivna. Ko sem jaz pritekel sem že videl iznad tiste bele hiše, kak je letel avion dol in padel izpod trtja na njivo. Tam dol je pal zraven tistega grmovja in se zapiknil naprej, proti Vinici je gledal motor. Pod tem trtjem, ne? Tako. Smo na Preloki številka 2. Z menoj je gospod, ki bi ga prosil, da če se lahko predstavite. Da, jaz sem Jože Starečinič, po domače Žiže. In mi sedimo zdaj tu pred vašo hišo in tu so eni deli. A bi lahko kaj povedali o teh delih aviona, kako ste do tega prišli, zakaj se gre? Ta avion je izkopan tu na naši njivi nedaleč od tu. Leta 1954 v januaru in februaru mesecu so kopali moj pokojni brat in pokojni bratranec. So se spravili, suha zima, in so se odpravili to kopati, da bodo kaj našli, ker je pri vsakem oranju na njivi se je pokazalo veliko koščkov, velikih in majhnih stekla in kaj jaz vem, takih delcev po njivi pri oranju in so ugotovili, da bi tu moglo biti še mašina noter, kot je bila.
Od aviona, ki je pol med vojno. Ja, od tega aviona, angleškega lovca, ki je padel sestreljen pravzaprav v borbi nad Ljubljano in je tak, kak bi rekel, poškodovan, ranjen, je prišel sem do Bele krajine in se je bal, da bo prekoračil mejo s Hrvaško, ki tam je bil drugačen režim takrat. NDH, ja. Ja, NDH. Je ga pa drugi kolega spremljal, je pa šel z avionom od tu proti Lešča, tam Toplice, tam se je obrnil in je šel nazaj tudi počasi, ta je že gorel, ta avion je že bil notle, je gorel, mislim, dim se je videl, ni plamen. In to najbrže on snemal, ta njegov kolega, Ja. soborac v avionu. In on je poljo tu, je šel pa nazaj, ne vem, kje so imeli onda oni letališče, Angleži tu. Aha. A vi ste pa leta 54, ste rekli, ste orali njivo, čistili njivo in ste našli dele tega aviona. Ne, mi smo prej nahajali, takoj, Ja. pol 46. Takoj po vojski, Ja. odmah, vse se videlo, kje je. Ker tam smo imeli posejan na tej njivi, bil ječmen posejan, po pritovanju očeta in brata mojega, je pol njive ječmena zgorelo, tako mladega še, februara meseca je zgorelo. In to je se leto dni, 2 leta je zelo slabo tam raslo na tej njivi, ker je bilo vse sežgano od goriva, zgorelo. Ja. In pol so oni šli in pač začeli odkapati, so kopali, prišli do mašine, so kar šli naprej do motorja, so prišli do odkopali vse okrog motorja, pod nadzorom policije, takratne milice. Oni so bili non-stop tu, na njivi. In In vi hranite zdaj še pokrov. edino to, pa je še nekaj morda kakih delov, kot bi se še našlo te notri. Ja, to je, kaj je ostalo od vseh, kaj so si ljudje, možakarji raznosili. Veliko je teh mehanikov bilo iz Črnomlja, sta bili, kaj je bil, Oblak je bil, pa Einzigler, Oblak pa Einzigler, oni so si prihajali. A? Oni so si prihajali po šejfe za, ja. Oni so bili vsakodnevno tu, ko smo pripeljali motor, ja. Ko so pripeljali motor sob, ja. So ga pa 2 para volu vlekla. Motor. Motor, 2 para. Ja. Kaj je bilo pa s krili, pa z ostalimi deli? Krila so ostala takoj na površju zemlje, ker to je ilovica in kamen tam zdraven. To je, kak je padlo dol, je ostalo. Razbilo se je, no. A usoda pilotov vam je kaj znala? Je pilot je do zdaj bil, do pred par let še živ v Angliji, Frank Wood se je pisal. Ja. In njegovi dokumenti, podatki so v Ljubljani, kaj je ta vojaški muzej še od NOB-ja, nekaj tam, ja. Je še tam njegovi in kaj je še tam, tam je tudi razstavljeni 10 ameriških dolarjev, ki je ta pilot, ki je skočil tu zraven Grdunu, v to sosednjo vas, dal mojemu bratu takrat, ki so ga on pa sosed, saj sta pokojna obadva, no in zakopana tudi v Ljubljani, na Žalah. Krotec Mirko
pa moj brat, Starešinič Franc. Oni so ga in so takrat tisti 10 dolarjev dobila in seveda, denarja je nikima. So oni takoj tisti švercarem, kaj so bili, prekupčevalci, po vojni, ne takoj tisti dan, no. So prodali, da so imeli nekaj za trošiti. Eni deli so bili dolgo časa v osnovni šoli na Vinici, ne? Ja, eni Kako deli pa s so. tem? Ona je pa prišla enkrat, smo imeli, ne vem kaj, ko je prišlo po otrocih, zbirala šola Vinica dele, ker oni so imeli kot neko, kaj, stavo Ja. od NOB-ja, kaj in so, to je ta ravnatelj Troha Anton, prišel vprašati, kaj imamo. Še rekel, to imate, kaj je blajerica, gredel na osa, kaj je. Turbina bila, meni se vidi. Je, ona pa je bil propeler. A ja, propeler. Ona pa je bil propeler, ja. Ono sem ja videl, blajerice nisem. Ja, in blajerica, vse je blajerica, kaj so bati gore. Ja, da, blajerice. Ja, Pogonsko gred. pogonsko redno. In so šle gore bili taki ti, kot je to. Z bati vred je bilo gore, na. In to smo dali gore in to je stalo eni 10, sigurno 15 let na Vinici na šoli. So se pa ravnatelji menjali in je ta, mislim, Režek je prišel za Troho. So pa nekam dali naprej, ali so na odpad dali, ali ne vem. A se še kaj spominjate od teh delov uporabnih? Kaj je bilo še, recimo, zanimivo? Zanimivo je bilo to, najprej kod mene, Ja, municija. a seveda, metki, ne? Metki. Ja. To je bilo krogel od takih, od avtomata, Ja. tega, kaj so bili svoje oboroženje, do mitraljeskih krogel in granat celo. In kaj ste pol s tem? Metali v ogenj, ali kaj? Ja, to smo potem mi, ko je so bratni nate spravili, Ja, smo prenjuvali in smo ti seveda ja. v ogenj metali, da je pokalo, to je bilo veselje. In ste vsi živi ostali? Vsi živi ostali, vsi. Imeli ste srečo? Ja, srečo smo imeli, ja, pač tako. Saj smo merkali, koliko se je dalo merkati. Ja. In kaj še se je bilo? Ja, pol je pa pri izkopu mašine, ko so prišli noter do propelersne glave, propelerja, ki se je držal mašine še notre, so odkrili s bratom rezervar, kaj je bil, ja, nekaj, rezervar sigurno, motornega olja, kaj je bilo za mazanje propelerja in to smo polje uporabljali, pretočili doma v nekakšnih lončke, lonce, kaj jaz vem, ja, nekaj smo imeli od amerikanskega sladkorja, eno kanto, 3-litrsko. In to smo si čevlje mazali čez zimo s tem. Aha, je bilo dobro za čevlje? To se je dobro, masno je bilo. Ja, ja. Ja, to so si tu sosedi, kaj je bilo. Žlahta, Dobro, to je to. Dobro. Kaj pa v Ziljah? Je bilo kaj govora o tem avionu? Ja, v Zilju je bilo sluho govora, da je moj oče šel s konji iskat tega pilota, ki je padel v Grdune in ga peljal do Vinice. Najprej je bilo rečeno, ena iz vasi ženska je bila zraven, ki je znala angleško, ta je spremljala do Vinice, ali ker je bilo rečeno, da bo do Črnomlja peljal do komande, ker takrat je bilo že osvobojeno ozemlje pri nas, po kapitulaciji Italije ni bilo druge armije.
Toda na Vinici ni pelal on naprej, ker je šla poštna kočija, kaj je Tonček, Šute, ja. ne, Šute, ja, kako se je dom po domače že rekli. Kalčičev. Kalčičev. On je poštno kočijo vozil vsakodnevno do Črnomlja in je s tem naprej šel pilot. In kam je šel pilot pol Črnomelj? Črnomelj, verjetno pol pa na otok, Na partizanski letališče. na letališče Da. partizansko. Iz otoka je pa tak je planiral on, iz otoka je pošel z avionom pa v Italijo, v Bari. Ja, tam so Da, šli, ja. tam je bilo glavno in sedež. V redu, hvala obema. Obema. Zelo zanimivo. Fajn bi bilo to obeležiti s kako tablo. Ja, saj so govorili, da bo... Krajinski park bi treba vložiti. A? Krajinski park. Nič ne bo od Krajinskega parka. A jebemo. Oni so samo mislili... Za zile se zanima zdaj A ja? Grabrijan, A ja? za on vaš projekt. Aha. Ja, da bi tam obeležje pri kapeli naredili, kjer so bili Italijani. A ovdje pri Markove. Da. Markovi hiši, ja. Ja. Dobro. Super, ste to povedali. Vse.